Zlata ptica. Kralj je imel na svojem domačem vrtu čudovito lepo jablano s čudovitimi jabolki, ki jih nikakor niso mogli obrati. Vsako jutro je eno manjkalo. Noč in dan je k drevesu postavljal stražo, a tudi najboljši stražarji niso opazili in ujeli tatu, ki je kradel jabolka. Nič ni pomagalo, vsako noč je eno izginilo. Kralj je imel 3 sinove. Starejša kraljeviča sta se zdržala zase in mlajšega nista marala. Oče je naročil stražiti tudi njim in prvo noč je na stražo odšel najstarejši. S sabo je vzel puško, hodil gor in dol ter gledal okoli sebe, od kod in kdaj bo kdo prišel. Vso noč ni bilo nikogar, a zjutraj je spet manjkalo eno jabolko. Naslednjo noč je stražit odšel srednji sin. Z nabito puško je hodil gor in dol kot prvi brat in gledal, kdaj in od kod bo kdo prišel k jablani. A spet ni bilo nikogar, jabolko pa je vseeno manjkalo. Tretjo noč je odšel na stražo najmlajši sin. Puško je napolnil z grahom namesto s svincem, kajti želel je spoznati spretnega kradljivca, ne pa ga ubiti. Zvečer je stopil pod drevo in se zastrmel v jabolka. Ves čas je gledal le njih, ni se ozrl nikamor drugam. O polnoči k drevesu neslišno prileti ptica in se spusti med veje. Skrimpi prime jabolko, najmlajši brat pomeri, sproži in ptici odstreli 3 peresa, ki padejo na tla. Ptica se ustraši, izpusti jabolko in odleti. Sin pobere peresa in vidi, da so zlata. Brata sta slišala strel in pritekla k najmlajšemu. Vprašata ga: "Od kod je prišel tat?" Kraljevič jima odgovori: "Gledala bi, pa bi videla." Nato odide k očetu in mu pokaže zlata peresa. Kralj zamrmra sam pri sebi. Kako lepa mora biti šele ptica, če ima takšna peresa." Glasno pa izreče: "Kdor mi prinese ptico z zlatimi peresi, bo postal kralj." Najstarejši sin si je kraljestvo močno želel. Nabral je nekaj živil, vzel puško in odšel iskat ptico. Ker so ptice najraje v gozdu, je odšel tja. Hodil in hodil je, se oziral po drevesih, da bi jo zagledal, a zlate ni bilo nobene. Prišel je do jase in stopil s konja, kajti bil je že hudo lačen. Sede na tla in prične obedovati, ko k njemu pristopi medved. "Daj še meni malo, lačen sem," mu reče. Toda kraljevič se obrne stran in medveda grobo odpravi. "Saj je komaj zame dovolj, pa bom še tebi dajal, poberi se. Zate in takšne, kot si ti, so v gozdu zverine, lovi njih." Medved se obrne in zarenči: "Prav, le počakaj, slabo se ti bo godilo," ter odide. Ko se kraljevič naje, odide dalje, ko ga napadejo roparji. Vse mu vzamejo, denar, konja in mu zagrozijo, da ga umorijo. Prosil jih je, naj ga izpustijo, ker je kraljev sin, prosi, naj ga pustijo vsaj pri življenju. Roparji mu odvrnejo, da ostane živ le, če se jim pridruži in z njimi ropa. Kaj mu je preostalo? Še dobro, da ga niso umorili. Odšel je z njimi in postal razbojnik. Leto je preteklo, a najstarejšega sina ni bilo domov, zato se zdaj na pot odpravi srednji sin. Očetu obljubi, da se vrne čez leto dni, če dobi ptico ali ne. Ta mu da konja, puško in hrano, srednji kraljevič pa zajaha konja in odjezdi po isti poti, po kateri je odšel njegov starejši brat. Pride do iste trate kot on, razjaha, ker je lačen, vzame hrano iz torbe in začne jesti. Zopet se približa medved in ga prosi, naj mu da kaj jesti. A tudi srednji brat ga zavrne tako kot prvi. "Poberi se, zate in takšne, kot si ti, so v gozdu zverine, lovi njih." Medved se obrne in zarenči: "Prav, le počakaj, slabo se ti bo godilo," ter odide. Ko se je kraljevič najedel, je odšel dalje in napadejo ga roparji.
Vzamejo mu vse, kar je imel, denar in konja, ter mu zažugajo, da ga celo umorijo, kajti starejši brat ga je prepoznal in se ustrašil, da bi očetu povedal, kaj je postal. Ker pa le prosi, mu prizanesejo, če se jim pridruži. Še dobro, da ga niso umorili, si misli srednji brat in se jim pridruži. Postane razbojnik. Leto je preteklo in tudi srednji sin se ni vrnil domov. Zdaj najmlajši sin prosi očeta, če bi lahko tudi on odšel iskat zlato ptico. Oče mu odvrne: 2 sinova sta že odšla in ju ni nazaj, zdaj hočeš oditi tudi ti? Edino tebe še imam, ostani doma, naj še tebe izgubim. Toda sin ni odnehal. Tako dolgo je prosil očeta, da mu je ta dal konja, denar in hrano. Odjezdi po isti poti in pride na isto trato kot njegova starejša brata. Lačen razjaha, vzame živila iz torbe in začne jesti. Spet pride medved in ga prosi: daj še meni malo, lačen sem. Najmlajši kraljevič, prijazen in dobrega srca, kot je bil, mu reče: tukaj imaš, jej z menoj, kolikor hočeš, bo že kako če zmanjka. In medved je jedel in jedel, da mu je le malo ostalo. Zato seže v torbo in jo popolnoma izprazni, toda medved še kar je in je, da je sam deležen le nekaj grižljajev. Medved pa še kar ni sit. Reče mu: daj mi še konja, da ga pojem in se končno najem, ker sem tako lačen. Bi ti ga dal, a potem nimam na kom jezditi. Boš pa mene jezdil, mu odvrne medved. Kako naj tebe jezdim, vsi se mi bodo smejali. Medved mu reče: naravnost tja te odnesem, kjer je tista stvar, ki jo iščeš. Kraljevič se zamisli: če ti veš, kaj iščem, potem tudi veš, kje je. In mu reče: no pa ga pojej, da se naješ in potešiš svojo lakoto. Medved razmesari konja in ko se končno le naje do sitega, reče: zdaj pa ureži leto dni staro leskovo šibo, me zajahaj in prinesel te bom do zlatih ptic. Mladenič ga uboga, ureže šibo, ga zajaha in začneta dirjati. Ko pridirjata do velike skale, se medved ustavi in pravi: tu v tej skali je cela jata zlatih ptic v zlatih kletkah. Mahni z leskovko po skali, ta se bo odprla, pojdi vanjo in vzemi prvega ptiča, ki ti pride pod roke. A nikar ne izbiraj, da se ne zbudijo stražniki in te ne ujamejo. Kraljevič stori, kar mu je naročil medved, in skala se odpre. Stopi v lep prostor, kjer na obeh straneh visijo zlate kletke z zlatimi pticami, ena lepša od druge. Hodi od ene do druge, vsaka mu je bolj všeč, dokler na koncu votline ne vzame najlepše in se obrne. Toda stražarji se zbudijo, ga primejo in vprašajo, zakaj je želel ptico ukrasti. Najmlajši brat se še nikoli ni zlagal, zato pove po resnici. Stražniki mu obljubijo, da ga bodo izpustili in mu podarili zlato ptico, če jim pripelje iskrega konja, ki mu ni enakega v 9 deželah. Kraljevič jim to obljubi in odide iz jame. Ko pride do medveda, mu ta reče: zakaj me nisi poslušal in nisi vzel prve ptice? Vem za takšnega konja, toda moraš me ubogati in narediti, kar ti bom naročil. Vzemi leskovko, spet sedi name in si zamisli, da bi rad bil tam, kjer so konji, ki v 9 deželah ni enakih. Kraljevič ga uboga in znajdeta se pred skalo. Medved mu zopet veli: udari spet šibo po skali in odprla se bo, da boš videl celo čredo konj. Odveži prvega, do katerega prideš, in nikar ne izbiraj, da se stražarji ne zbudijo in te ne ujamejo. Kraljevič stori, kar mu je velel medved, in skala se odpre. Na obeh straneh so privezani najlepši konji, kar jih je kdaj videl. Eden lepši od drugega, zadnji na koncu jame pa je najlepši. Tega mladenič odveže in ga želi odpeljati iz jame, a ropot kopit prebudi stražnike.
primejo ga, mu grozijo in želijo vedeti, zakaj je želel ukrasti konja. Pove jim resnico in obljubijo mu, da ga izpustijo in dajo konja, če jim pripelje morsko deklico. Kraljevič jim to obljubi in odide iz jame. Ko pride do medveda, ga ta ošteje kot prvič. Zakaj me nisi poslušal in vzel prvega konja? A vem, kje in kako bi se dalo dobiti morsko deklico. Pojdi v mesto in nakupi veliko raznovrstnega blaga, z njim pojdi na obalo in ga tam prodajaj. Prišle bodo 3 morske deklice. Kupčuj le s tisto, ki ti bo najbolj všeč. Ko bo nakupila vse, kar bo želela in želela oditi, naj ti da roko, takrat pa si misli, da bi bil rad pri konjih. Tako delaj ves čas. To izgovori in odide. Kraljevič ga uboga in odide v mesto, kjer nakupi najrazličnejše trgovsko blago ter z njim odide k morju. Kmalu pridejo 3 morske deklice, ena lepša od druge, toda najmlajši brat kupčuje le s tisto, ki se mu zdi najlepša. Ko ta nakupi vse, kar želi, ji reče, naj mu seže v roko. Deklica to stori, Kraljevič pomisli, da bi rad bil pri konjih in v trenutku se znajdeta tam. Dobi obljubljenega konja, a preden odide, zaprosi, če bi za slovo smel seči morski deklici v roko. Radi mu dovolijo, veseli, da so dobili morsko deklico. Seže ji v roko in pomisli, ko bi bil zdaj tam, kjer so zlate ptice. In skupaj s konjem in morsko deklico se znajde pri zlatih pticah. Takoj mu prinesejo najlepšo zlato ptico v najlepši zlati kletki, toda kakor hitro ptico dobi v roke, zopet pomisli, ko bi bil zdaj pri medvedu. In znajdejo se pri medvedu, on, zlata ptica, konj in morska deklica. Medved mu reče, zdaj imaš vse, kar čaka te sreča, samo enega se varuj, ne kupuj mesa z vislic. Medved to izgovori in gre svojo pot. Kraljevič odjezdi z morsko deklico in zlato ptico proti domu in prijezdi v mesto, kjer je zbranih veliko ljudi. To se mu zdi čudno, zato prvega mimoidočega vpraša, kaj to pomeni. Ta mu pove, da bodo obesili 2 tatova. Najmlajši brat stopi bliže, da bi videl, kdo sta ta nesrečnika. Toda joj, v njiju prepozna starejša brata. Zasmilita se mu, zato vpraša, če jo je mogoče rešiti. Odkupi jih lahko tisti, ki plača še enkrat toliko, kolikor sta naropala, se je glasil odgovor. Ker je Kraljevič imel še od doma dovolj denarja, odšteje odkupnino in odide svojo pot iz mesta. Brata sta izvedela, da sta rešena smrti in spraševala vse povsod naokoli, kdo jo je rešil. Izvesta, v katero smer je šel njun rešitelj, in mu sledita iz mesta. Ko ga zagledata, ga prepoznata in opazita, da s sabo nosi zlato ptico. Ustrašita se, da bo doma povedal, kaj se je zgodilo z njima. Iz zavisti in strahu ga ubijata in pustita mrtvega ob cesti. Vzameta konja, morsko deklico in zlato ptico ter nadaljujeta pot proti domu. Vsi so jo bili veseli, najbolj pa oče kralj. Konja dajo v hlev, a je tako podivjan, da k njemu ne more nihče. Tudi morska deklica je tako žalostna, da ne more spregovoriti niti besede. Še zlata ptica povesi glavo in od sebe ne da več glasu. Tedaj pa do mrliča ob cesti pride medved. Izkoplje nekakšno korenino, jo stoče ob kamnu ob cesti ter sok kane Kraljeviču v usta, nato izgine in nič več ni bilo slišati o njem. Kraljevič oživi in ozdravi ter se v strgani obleki vrne domov, kjer ga nihče ne prepozna. Vpraša po svojem konju, a vsi ga začudeno gledajo in si mislijo, da je nor. Pokažejo mu konja v hlevu in povejo, da ne sme nihče v njegovo bližino. Najmlajši brat stopi k konju, ki začne veselo rezgetati in se mu pusti božati kot najbolj krotka žival. Nato Kraljevič spet vpraša, kje je moja zlata ptica? Dajte mi jo nazaj.
in odide naravnost v sobano, kjer visi zlata kletka z zlato ptico. Takoj, ko ga ptica zagleda, začne tako glasno in nebeško prepevati, da se njen glas sliši po vsem gradu. Kralj in morska deklica zaslišita in hkrati prihitita v sobo. Deklica prepozna kraljeviča, skoči k njemu, ga objame in si ga pritisne na srce. Prepozna ga tudi oče in ko izve, kako sta brata z njim ravnala in kaj se je z njim godilo, se razjezi in jo napodi z grdu. Mlajšemu preda kraljestvo, nakar naredijo veliko svatbo, kajti kraljevič je oženil lepo morsko deklico, na poroki pa jima je prav milo pela zlata ptica.